Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je bilo že rečeno, prvič smo se dobili v Novem mestu konec oktobra lanskega leta. Takrat smo tudi skupaj oblikovali in podpisali predlog paketa zakonodajnih sprememb, ki smo jih skupaj imenovali za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih. Govorimo o tem, da seveda današnja slovenska zakonodaja, današnji slovenski pravni okvir jemlje prihodnost številnim mladim, številnim otrokom, ki rastejo v problematičnih socialnih okoljih. Mi ocenjujemo, da tukaj govorimo tudi o zakonodajnem okviru, čeprav pogosto govorimo tudi o uresničevanju zakonodaje, ki je že sprejeta in ki omogoča morda tudi bolj dosledno uresničevanje tega interesa, ki bi mogel biti zaščita mladoletnih in predvsem, da se jim omogoči in oblikuje tudi njihova prihodnost. Vemo, da posameznik, ki v današnji družbi nekako že sistemsko zaradi okolja, v katerem živi, ne more končati oziroma ne preobiskovati in s tem tudi končati osnovne šole, da so mu verjetno na nek način prikrajšane tudi pravice, da bi v njegovem življenju lahko se enakopravno vključil v našo družbo in seveda s tem na nek način oblikujemo ali pa tudi pomagamo oblikovati okolje, v katerem je veliko varnostnih problemov in seveda danes govorimo predvsem o tem našem okolju, torej tako v Kočevsko-Ribniškem, Beli krajini, Posavju in na Dolenjskem, da imamo številne varnostne probleme iz naslova zelo problematičnih kriminalnih dejanj, v katerih so vključeni otroci, ki bi mogli biti v tistem času v osnovni šoli, tako so pa v prvih vrstah zelo problematičnih kaznivih dejanj, ki so dejansko na nek način bi bile pregonljive, če bi bile te osebe starejše od 14 let, tako pa nekatere verjetno tudi z družbe izkoriščajo te naše najmlajše za to, da preko njih izvajajo najhujša kazniva dejanja. Torej, naša pobuda je zajemala takrat 5 zakonov. 2 zakona sta z področja sociale, en zakon z področja trga dela, zakon o javnem redu in miru in pa zakon o voznikih. Skupno vsem tem je, da zelo jasno oblikujemo pobudo, da je vse, kar ni usmerjeno v to, da bojo otroci zaključevali osnovno šolo in da bojo seveda še naprej rastli v okolju, v katerem ne bo stimulacije za spoštovanje nekih zakonodaj in javnega reda in miru, da seveda s tem tudi ta država aktivno, vsi tisti, ki v Ljubljani rečejo, da včasih smo nastrpni tudi v tem območju, lahko rečemo, da pa na drugi strani je pa naš očitek, da slovenska oblast v Ljubljani na nek način, če je to skupni imenovalec, aktivno spodbuja oziroma jemlje prihodnost tem otrokom v jugovzhodni Sloveniji in Posavju. Torej, današnji sklep skupine 11 županov oziroma 11 predstavnikov občin tega območja je, da oblikujemo predlog zakonodajnih sprememb na način, da jih pošljemo v Državni zbor kot predlog z terena, da zahtevamo, da se omogoči zbiranje podpisov. Namreč po oktobru, ko smo mi oblikovali ta predlog, ga podpisali in posredovali predsednici Državnega zbora, do danes se ni zgodilo nič. Mi bomo v primeru, da bojo pač vse procedure normalno stekle, naše soobčane, verjetno že nekje v mesecu maju, če bo začelo se obdobje zbiranja podpisov, pozvali, da s svojim podpisom podprejo predlog teh spremembe, teh 5 zakonov in da na ta način tudi zelo jasno povemo predstavnikom ljudstva, predstavnikom nas vseh državljanov v Državnem zboru, da je treba nekaj narediti. Mi verjetno vsi skupaj, ki smo tukaj zbrani, nimamo težave s tem, da lahko kdo pove, kakšen je njegov predlog in ga tudi izvede.
na način, da se pa zadnjih 10-20 let ni zgodilo nič, težave so pa slabše, perspektiva otrok v teh problematičnih socialnih okoljih je slabša in seveda cela družba v tem območju Slovenije ima večje varnostne probleme, kot smo jih imeli pred desetletji. Torej, to je naš odgovor, to je to, kar mi kot predstavniki lokalnih skupnosti ta trenutek lahko naredimo. Dejstvo pa je, da teh 5 zakonov ne bo samih po sebi rešilo nič, če ne bojo vse inštitucije začele resno obravnavati teh težav in teh problemov in seveda samo na ta način z skupnim sodelovanjem, skupno aktivnim delom lahko tudi kaj premaknemo.